Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Bi pa kar začeli z prvo temo, zato vabim gospoda Davida Kovačiča, glavnega izvršnega direktorja Spar Slovenije, da nas popelje v ključne poudarke letnega poročila. Hvala, pozdrav, še moje imena, hvala, da ste se zbrali v tako velikem številu. Nam je v čast, da vas zanima poslovanje našega podjetja in tudi naše nek pogled na splošno dogajanje v prehranski verigi. Kot je Lidija omenila, to je ena izmed ambicij, da pač prispevamo k nekako bolj zrelemu diskurzu na tej temi. Mi se nahajamo v prihodnih letih, da rečemo, bo prehranska veriga v permanentni krizi. To je čisto lahko, samo se štejemo eno plus ena, to je jasno, populacija je vedno večja, vremenske razmere so vedno bolj neugodne, obdelovalnih površin pa vedno manj. Če to se štejete, je jasno, kaj sledi. In zdaj, če želimo kritično situacijo dobro reševati, moramo najprej iskreno in transparentno komunicirati. Ti bolnika, recimo zdraviti, si predstavljate, da kirurgi nekoga hoteli operirati, pa bi imeli napačne informacije. Logično, da se tistemu pacijentom ni dobro pisalo. In zato smo se tudi potrudili za to tiskovno konferenco in smo tudi potem nadalje na voljo za razne intervjuje in razgovore, ker bi želeli tudi prispevati k temu, da se pa da vse položaj, kot je, vsi skupaj bolj realno ocenimo, kot je trenutno ocenjen v medijih. Mislim, da se seveda vi tukaj prisotni pravi naslov za to. Ne želimo in ne potrebujemo nekih laskavih člankov ali pa pristranskih v našo korist, bi pa v dobro celotne države pozdravili mogoče malo bolj ravnoteženo oziroma na dejstvih temelječ javni diskurs. Ampak seveda začnemo pa kot obljubljeno z našimi poslovnimi rezultati za leto 2022. Ti so bili dobri, smo zelo zadovoljni. Naš promet je zrastel za skoraj 11%, kar je 2 odstotne točke nekje više od trga, torej pomeni, da so pridobili tržni delež. Zdaj s tržnimi deleži v Sloveniji, kot verjetno veste, je tako, da nihče ne dovoli, da bi ga citirali na to temo. To izvira še iz nekih starih zapletov na tem področju, ampak vseeno. Mi sedaj imamo, vsi trgovci dobivamo, vsi veliki trgovci dobivamo vsak mesec oceno tržnih deležev in tale je na koncu leta, torej za nas znašala 22,8% in to je bil prerast, mislim, da 0,8%. Kot so te točke na leto pred tem, kar pomeni, da je uspešno leto 2022 za nami. Dobičkonosnost, to je ta tema, ki marsikoga zanima, je torej 1,75%, če gledamo v odstotkih od prodaje. To se torej poenostavljeno lahko rečemo, na nekje milijardo evrov prometa smo mi naredili pod 17 milijonov evrov dobička. Tako da, če tukaj bi se nekako morali vprašati, kako lahko na osnovi takšnih podatkov, naši podatki niso zdaj kar, da bi se jih tudi izmislili, ampak so verificirane strani pooblaščenih revizorjev. In na koncu koncev je tega 17 milijonov, torej 1,7% od prometa. Če smo mi res takšni nasilneži v verigi in imamo vse pod kontrolo in vse izkoriščamo potem, to svojo moč slabo izkoriščamo očitno, ker verjetno bi jo lahko morali potem za kaj več. Ampak mi nekaj več tudi ne želimo, naši lastniki so
so s tem zadovoljni, njim je bistvena stabilnost in to stabilnost mi tudi prinašamo. Naslednje je seveda vprašanje veliko so marže, kdo ima te previsoke marže, kdo ima nizke. Za mene je odgovor v številki prej dobičkonosnosti. Kakršnekoli že marže so na koncu koncev ostane 1,8%, pa tudi celo od vsega. Torej to pomeni zelo na meji. Morate razumeti, da smo vsi trgovci lani, vsi trgovci živili lani dosegli devetino, mislim, da v dobička, recimo NLP. Pred 9 let moramo delati vsi skupaj, da zaslužimo toliko kot oni v enem letu. Pa zdaj ne, da to so druge panoge, ampak se mi zdi, preden nas nekdo proglaša za nekega vojnega dobičkarja, najpač malo te relacije vsi pogleda. Če gremo naprej, zdaj kaj smo torej, s čim smo to ustvarili, torej lani smo imeli 112 trgovin, Špar in Interšpar, imeli smo tudi Špar online trgovine, ki smo jih razširili zdaj v Ljubljani, Kranju, zdaj v Celju, letos tudi v Mariboru in Novem mestu. In to se nam zdi pomembno, da pač omogočamo kupcem, da na način, ki njim najbolj ustreza, z nami poslujejo. Če jim ustreza naročiti online, da jim prinesemo domov, lahko to naredijo. Če se nam zdaj tukaj pojavi potreba, da bi nekaj malega iz Špara želeli, bi lahko naročili pa nam z Boltom sem prinesli. Če greste, ne vem, na dopust v Bovec, imate tam Špar, majhno trgovino, če pa želite večji nakup narediti, pa imate recimo format Interšpar, ker resnično dobite vse na enem mestu. To se nam zdi zelo pomembno. In poleg tega imamo tudi 9 restauracij Interšpar, kar tudi se včasih moramo pozabiti, mi smo eni največjih operaterjev restauracij v Sloveniji. Zdaj, če malo pogledamo, kaj za temi številkami stoji v smislu neke materialnosti, mi smo torej lani 1,1 milijona palet obdelali. Paleta je kar velika zadeva, če gledate 1,1 milijona, to je zelo dosti palet. 7 milijonov prevoženih kilometrov in že pol milijarde kilogramov, oziroma drugače povedano 500 tisoč ton, pol milijona ton blaga. Če gledamo, tona je že kar nekaj, ker to ni železo, to je pač živilsko blago. Zdaj 500 ton je 500 tisoč ton je res kar dosti. In to je v bistvu ta storitev, ki jo mi nudimo, in to je dostikrat tudi nerazumljeno. Vsi gledajo, trgovci imajo marže. Ja, seveda, marža je plačilo za našo storitev. In naša storitev je ta, kar je 500 tisoč ton blaga prepeljati. Seveda lahko nekdo v Ptuju reče, da on ima pa tudi to čebulo, ki bi jo tam v Ptuju lahko prodal malce ne. Verjetno res, sam mi prepeljemo v Ljubljano in jo tam skladiščimo, ugotovimo, v katero trgovino je treba poslati, jo tja pošljemo, da nekdo prevzame, jo damo na polico, je naš problem, če tam zgnije, pa jo odpišemo in tako dalje. To pa nekaj stane. In za to delo, za to storitev, smo mi pač poplačani z maržo. Zdaj, če gledamo z vidika kupcev, pri nas vsakodnevno se ustvarjuje 180 tisoč kupcev, kar je zelo velika številka, če gledamo, da imamo v Sloveniji, mislim, da 660 tisoč gospodinjstev, pa vsako gospodinjstvo verjetno vsak dan ne kupuje. Je to kar lep del gospodinjstev, ki se vsak dan pri nas delež, gospodinjstvo, ki se vsak dan pri nas odskrbuje. 14% več nakupov smo imeli v letu 2022, kot letu 2021, to je sicer delno tudi zaradi korone, ker v koroni 2021 se da bilo nakupov manj. In pa tale zadnja točka, o tem sem še malo pomodil, pa dam besedo naprej. Zakaj zdaj uspehi Šparja? Se mi zdi tudi spet ena taka stvar, ker bi želel, če lahko se pogovarjamo,
na en pozitiven način, ko je nekdo uspešen. Se mi zdi v Sloveniji dosti takoj, ko je nekdo uspešen, je že sumljiv. Ne? Ali je zdaj neki vojni dobičkar, ali je zdaj nekaj naredil narobe, ali karkoli, ali proti pravilom. Jaz sem dosti živel v tujini, tam ni nujno tako. Tam, ko je nekdo uspešen, jih zanima se, kaj je uspešen, kaj so temelji novega uspeha. In recimo, temelj našega uspeha je ta zadnja točka. Mi smo po vseh možnih raziskavah, nekatere smemo citirati, nekatere spet ne, ker pač tega ne dovolijo, najbolj kakovosten trgovec. Ko oni v teh raziskavah vprašajo ljudi, kaj jim je pomembno, to je reprezentativno za različno naše kupce. Kaj njim pomembno, ko se odločajo, v kateremu trgovcu bodo šli, smo v veliki večini primerov pri teh najbolj pomembnih zadevah mi tisti najbolj. Najprej vprašajo, kaj vam je pomembno, potem pa vprašajo, kateri trgovec je pri najboljši. In tu nekje ranga od 20 najpomembnejših smo mi 16-17 številka 1 po mnenju kupcev. In seveda zato to je osnova našega uspeha. In se mi zdi, da je to pomembno, da to vemo. Seveda, torej vsi ostali pa so najboljši v 3 do 4, v tistih 20 in tu pa izvira njihov neuspeh. In to je normalno v nekem tržnem sistemu. Sicer se nam so kupci zelo pomembni, zato se z njim tudi zelo ukvarjamo in zato tudi imamo vse te razne raziskave, nekatere so narejene pač za vse, nekatere pa tudi delamo sami še poleg tega. Tudi najbolj ugledni trgovec, recimo smo po Valikonovi raziskavi spet na reprezentativnem vzorcu v Sloveniji. Zaposleni, seveda pomembni, brez njih ne moremo v delovni intenzivni panogi narediti prav nič. Imamo prek 5000 in za njih tudi mislim, da dobro skrbimo. Mi smo eni izmed redkih v panogi, ko poznam, da nimamo večjih težav z kadri, seveda določene specializirane skupine, kot so mesarji, peki, se vedno iščejo, ampak da bi pa imeli nek sistemski problem, se predvidujem kadrov pa ga nimamo. To pa je zato, ker za njih dobro skrbimo. Recimo lani smo od celotno maso plač dvignili za 10%, minimalne smo itak morali dvigniti za 12%, kar smo seveda jih, ampak tudi vsem ostalim smo plače dvignili. Da se povprečna naša masa plač dvigne za 10%. Povprečna plača je znašala tu malo pa 1800 evrov bruto, kar je 800 več od povprečja panoge. Se mi zdi pomembno, da se o teh minimalnih plačah to govori, ampak niso vse ravno minimalne plače. Regres se trudimo vedno izplačati najvišji v panogi, leta 2022 je bilo 1800 evrov, letos je bilo 900. In pa tale božičnica, ki smo dali v narekovaje, zato ker, kot verjetno poznate v Sloveniji, lahko božičnico izplačuješ na različne načine, imaš skupinsko uspešnost, imaš individualno uspešnost. Če to združimo, v povprečju je bilo 570 evrov na zaposlene. In moj zadnji slajd je pa glede izzivov leta 2022, torej seveda glavni izziv je bil vojna v Ukrajini, ki je najprej pomenila manjko dobrin, kot smo se mislim, da zelo dobro znašli, ker smo bili eni redkih, ki nismo imeli držav permanentnih dobavljivosti, mogoče kak dan, dva že, ampak počutno pa ne. In seveda je vse naše nabavne cene, ker mi je blaga ne proizvajamo, mi ga pač kupimo in predamo naprej, dvignila. In zaradi tega seveda mi smo v letu 2022 kar nekaj naredili na tem, da smo te inflacijske pritiske tudi sami ublažili. In zaradi tega je tudi naša marža lani padla tega stretoste. Mislim, morate pogledati obe poročili letni, ampak če je še leta 2021 znašala 27,8, je lani znašala 26,7, tako da je celodstotno točko marža padla. In seveda vsi ostali stroški so tudi narastli, z vključno s plačami, ki sem že prej omenil. Kljub temu torej rast stroškov je bila nekoliko nižja od rasti prometa, s čimer smo to nižjo maržo malo kompenzirali. To je pa pač plod
tega, da se pač trudimo vsak proces v podjetju premisliti, ali se ga da narediti bolj učinkovitega ali ne, in zaradi tega mislim, da stroške, koliko je možno, v redu obvladuje. Toliko z moje strani zaenkrat.